Po sinočnjem izvršilnem odboru demokratov, ki je po tik pred zdajci zamenjani lokaciji potekal stran od oči javnosti in medijev, Logar zanika, da bi bila njegova 6-članska poslanska skupina razdeljena. Stališča navzven, kjer se slišijo, so velikokrat v nasprotju s tem, kar se dogaja v posameznih poslanskih skupinah. Jaz lahko samo zagotovim, da so poslanci poslanske skupine Demokrati enotni. Neuradno naj bi bila sicer vsaj 2 poslanca najmanj nenaklonjena vladi pod vodstvom Janeza Janše, a večjih pomislekov po naših informacijah sinoči nista izrazila, vsaj za zdaj. Toda ali petkovo glasovanje skupaj z desno sredino sploh še dopušča možnosti, kam bi Demokrati zavili, Logar se kljub na novo razkritim kartam ne opredeljuje, pač pa ponavlja. Mi se bomo pogajali glede na vsebino. Logar sicer zatrjuje, da vabila na pogovore od drugouvrščenega Janeza Janše še ni dobil. Podobno tudi prvak NSI-ja. Bomo naredili vse, da se sestavi desnosredinska vlada. Da bodo naredili vse, da preprečijo, da desni populizem zavlada Sloveniji. Pa svojim volivcem obljublja tudi Golob. Od vas in od Levice je bilo precej jasno razumeti, da se selite v opozicijo, medtem ko premier Golob, kot kaže, če karikiram, ne meče te puške v koruzo. Mislim, vse to lahko tudi seveda pozdravim, ampak v petek smo pač videli, da je desna stran izvolila predsednika Državnega zbora in temu primerno zdaj verjetno nadaljuje pogovore. Ni moj optimizem nič večji, kot je bil pred petkom, nasprotno, zdaj je nastopil realizem.